No, danes bomo pripravljali flambirano sadno solato, za kar potrebujemo zelo malo sestavin, mešano sadje, sladkor, maslo in limon in pomarančni sok, breskov liker in pa močno alkoholno pijačo. Najprej bomo sladkor prepražili, karamelizirali, potrebujemo 2 žlički. Daj mi limonco. Kaj premešamo z limono, zato da dobi boljšo aromo, prav tako pa zato, da ne poškodujemo posode. Treba jo dobro mešati, zato da se ne prižge. Na kar mi bo kolega dodal žličko ali 2 masla. To zato, da dobimo to lepo kremasto strukturo. Zdaj dodamo limonin sok in pa še malo pomarančnega. Ne smemo dati preveč, zato ker če je preveč tekočine, je potem, ko dodamo alkohol, se preveč razreči. Zdaj dodajamo sadno solato. Sadno solato je potrebno dobro pregreti. Sadna solata je lahko sestavljena iz različnega sadja, po želji, stvar okusa. Mi smo dodali ananas, jagode, grozdje, breskve. Takole. Na kar dodamo breskov liker, ta izboljša samo aromo breskev in izboljša okus. Na koncu pa dodamo močno alkoholno žgano pijačo, v našem primeru je to vinjak zaradi samega grozdja. Močna žgana pijača pa je potrebna za samo flambiranje, da to zagori. Tako. In s tem procesom potem tudi ves alkohol izhlapi. Ostane aroma in okus, ampak je pa popolnoma brezalkoholno. To končano jed potem postrežemo. Dodamo sladoled za boljši okus. Pa zelo dobra sladica za sladokusce, takšnega sladkega, polnega okusa. Prosim. Študij je 3 leta plus 2 leti, tako da lahko zaključiš po 3 letih ali pa se nadaljno izobražuješ še dodatni 2 leti. Ja, tako, mi bomo pa zdaj najprej odšli v kuhinjo. Da, prav ste slišali, v kuhinjo. Pogledati, kaj dela naši kuhari, natakarji. Morda pa imajo kaj dobrega za jesti. Gremo pogledati. Pa gremo. Naši kuharji in natakarji sodelujejo na različnih pogostitvah, ki jih organizira lokalna skupnost. Z mano pa sta Grega in Nejc, pozdravljena. Torej, povejte mi, kaj letos je potekal že 63. gostinsko-turistični zbor v Kranjski Gori. Kako so potekale priprave in kaj ste dosegli? Dosegli smo srebrno medaljo, priprave so potekale 3-krat na teden v tej kuhinji. Smo imeli treninge.
Kako pa so potekali treningi? Ja, treningi so potekali tako, da nam je mentorica pripravila 5 živil, ki jih mi nismo poznali in smo mogli v roku v eni uri skuhati in napisati recept. Torej, skratka, tako kot na tekmovanju. Ja. Kaj pa Magic Box Grega? Ja, v bistvu na treningih smo se že pripravljali tako, da nam je profesorica pripravila 5 sestavin. Mi, ko smo sestavine videli, smo v bistvu že mogli videti barve, krožnike, kot bo krožnik postavljen, kot bo vse skupaj izgledalo in seveda okusi. Katere sestavine pa ste dobili in kako ste jed pripravili? Na tekmovanju smo dobili piščančja bedra, piščančja jetra, toast, rdečo peso ter prekrajeno slanino. Piščančja bedra smo sfilirali ter barderali. Grega je pripravil zelene drobtine iz toasta ter pire rdeče pese, palačinko, v katero smo zavili blitvo ter piščančjo pašteto. Torej ste morali biti kar kreativni in inovativni. Še enkrat pa vama in celotni ekipi čestitam za drugo mesto v državi. To je super dosežek in ponosni smo na vas. Zdaj pa gremo še vajinim kolegom v strežbo, kjer bomo kaj več izvedeli. No, tudi vi ste tekmovali na gostinsko-turističnem zboru. Leja, Martina in Domen. Kako je to potekalo? Ja, najprej smo vlekli listke, kdo bo katero nalogo upravljal. Moja naloga je bila postreči 2 gosta. Gosti sta bili naši 2 dijakinji. Najprej sem predstavila meni, nato sem postregla brezalkoholni koktejl ter hladno začetno jed. Nato pa je bila moja naloga še odpiranje penina in postrežba. Nato sem pa še vse deservirala. Moja naloga pa je bila priprava jedi pred gosti. Pripravljala sem divjačinsko pašteto z grozdnim želejem ter kostanjevim pirejem. Pripravila sem 3 porcije, enega za komisijo ter za gosta. Kaj pa ti, Domen? Jaz sem pa pripravljal brezalkoholni koktejl, ki smo ga poimenovali Zlata fantazija. Pretlačil sem jagode, dodal limonin sok, poper in balzamični kis. To sem dobro premešal z ledom in precedil, zarec jim dodal fanto in na koncu za dekoracijo posul z zlatim prahom. No, iskrene čestitke tudi z moje strani. Hvala. Mojstri so. No, mi pa pojdimo še k enim mojstrom. Njihovo delovno okolje je kuhinja in bar, kjer pripravljajo jedi in pijače, se učijo kuharskih mojstrovin in pravilne strežbe. Svoje znanje so pokazali tudi na gostinsko-turističnem zboru v Portorožu, kjer so si prigarali 3. mesto v Sloveniji. Odlično. Poleg rednega pouka, učenja velikokrat pripravljajo tudi pogostitve za zunanje goste, največkrat za mestno občino Slovenj Gradec. Lotili pa so še enega projekta, naslovili so ga Ajda. Poglejmo. 18. novembra smo dijaki 2. letnika gastronom hotelier staršem predstavili projekt medpredmetnega povezovanja na temo Ajda. Dijaki smo pri vseh urah pouka v projektnem tednu spoznavali Ajdo. Tako smo spoznali gospodarski pomen Ajde, Ajdo kot živilo v zdravi prehrani, zgodovino in razširjenost Ajde po svetu, Ajdo kot živilo, ki ne vsebuje glutena, kemično sestavo Ajde ter vsebnost vitaminov in mineralov. O Ajdi smo pripovedovali v nemškem jeziku in prevedli smo nekaj receptov. Pri urah slovenščine smo poiskali iz literature pripovedkov o Ajdi in pesem o Ajdi, ki smo jo tudi predstavili staršem. Ajdo smo praktično spoznali od setve do mletja. Na ekskurzijo smo šli tudi k mlinarju, ki nam je zmlel Ajdo. V mlinu smo pomagali pri mletju in se tako pridobili prve izkušnje o tem, kako iz zrnja nastane moka. Na sami predstavitvi smo zaigrali krajši skeč od osnova bontona pri mizi. V spremljavi harmonike smo zapeli znano koroško pesem v koroškem pokrajinskem že Ajda zori. Pri urah kuharstva smo pripravili Ajdo kruh z oresti za darilce za starše. Skuhali pa so celo paleto jedi, v katerih je bila Ajda kot glavno živilo. Te jedi smo predstavili in postregli staršem in učiteljem.
Pripravili smo juho iz ajdove kaše, ajdove žepke s kuto in golbovo omako, perutninski ragu z ajdovimi cmočki, poranjo galantino z ajdovo kašo in pistacijami, solato iz ajdove kaše, pašteto iz ajdove kaše, ajdove rezine z ingverjem in limonom, ajdov narastek s kuhanim vinom, ajdove košarice z vaniljevo kremo ter vaniljevo sladoled z ajdovimi žganci. Pri kuhanju jedi je bil poudarek na starih ajdovih jedeh v sodobni obliki in za upoštevanje načel zdrave prehrane. Starim jedem iz ajde smo dodali nova oblačila. Pri streži smo pripravili lepo urejen prostor za pogostitev, na svečano pogrnjenih mizah pa so bili aranžmaji iz posušene ajde. Za aperitiv smo pripravili čaj iz ajdovih cvetov. Pa že gremo naprej k našim zlatim kuharjem. Z mano so Amadej, Grega in Klemen. Letos ste se spet uvrstili zelo odlično na gostinsko-turističnem tekmovanju v Ljubljani. Kaj pa sploh je to? V bistvu Gostinsko-turistični zbor Slovenije je eno najzahtevnejših gostinskih tekmovanj v Sloveniji, kjer se vsi dijaki iz vseh gostinskih šol pomerijo med seboj. V bistvu mi smo letos tekmovali v kategoriji Magic Box, to pa je v bistvu tako tekmovanje, ko nam komisija pripravi škatle, v katerih so sestavine, za katere ne vemo. Šele, ko se mi začnemo pripravljati na mizen ples, mi šele zvemo takrat, katere sestavine smo v bistvu dobili in iz tega moramo potem pripraviti najboljši jed. Vem, da ste se za to tekmovanje morali zelo dolgo pripravljati, se tudi vidi na vaših medaljah. Koliko časa ste potrebovali? Ja, za to tekmovanje smo se pripravljali zelo intenzivno. Skuhali smo več kot 300 jedi in napisali več kot 400 receptov. In na koncu pometli s konkurenco. Kakšne pa so vaše želje in cilji vnaprej, ker letos zaključujete na naši šoli? Ja, mislim, da neke želje in cilje imamo bolj kot naj vsi trije enake. Torej, čez čas imeti neko svojo restauracijo, nekako razvijati kulinariko, ali pa vsaj delati neki vrhunski restauraciji. In seveda izobraževa šola. Jaz grem na primer v Anglijo, ona bo nadaljevala v Sloveniji, mislim, da. Ja, jaz grem naprej v Maribor, na višjo gostinsko šolo. Jaz pa višjo gostinsko šolo v Ljubljani. Čestitam za ta uspeh in veliko sreče še naprej. Hvala.